katere izzive vidiš sodobnega človeka ali pa človeštva v 21. stoletju, da so kot največji, a ne? Največji, ali pa mogoče zablode? Ja, jaz bi... Toliko jih je. Ja, obsežno je. No. Po moje bi na prvem mestu, da bi zopet začeli biti malo bolj preudarni. Sprav, dobili smo eno krasno tehnologijo, ki se reče informacijska tehnologija, ampak smo jo pač zagrabili na polno in inflacijo tako povzročili, da ne vemo, kako ustaviti. Bogu hvala, jaz opažam pri svoji generaciji, verjetno je to najina generacija, da že očetje, mame so spoznali, jaz se spomnim, naše babice so še ne zdaj toliko blizu televizije, starši, ki so stari 45 let, so otrokom dajali pametne telefone, starši, ki so stari med 25 in 30 let, so absolutno za to, da otroku do 18. leta pametnega telefona ne bojo dali. Ne. Ta razlika, kako smo šli od tukaj, sem pa zdaj spet dol. Bodimo bolj pametni, kar se tiče te informacijske tehnologije. Morda ena krasna knjiga, ki je še nisem prebral, ampak je pa taka zanimiva za premišljevanje, Benedict Option, Sveti Benedikt je bil en tak znan menih, ki se je umaknil ravno ob padcu Rima in tako naprej, pred tisto norostjo v Nurso, to je tam nek v Padski nižini, tako naprej, na samo, in ne ta umik ven iz družbe, ampak pretehtati, ali je res to, kar nam moderna družba, predvsem z tega tehnokratskega vidika, ponuja dobro, a je 500 kanalov na TV-ju dobrih, a je nujnih, to vsi vemo, da ni nujno, ampak a je dobro jih imeti, a je treba imeti Netflix, a je treba imeti HBO, a je treba imeti Amazon Prime, a je treba imeti Premium YouTube, a je in tako naprej. Porniče, ja. Se pravi, vse to informacijsko tehnologijo zabremzati in premisliti nujno, kaj nam res koristi kot družbi, kaj nas dela boljše ljudi in kaj so zelo, zelo hude nevarnosti. To je prva stvar. In druga stvar, ki je povezana s tem, je ta odtujenost, ki je nastala zaradi razpada družin. Ker glaven problem je po moje družine zaradi tega, ker ima vsak svojo pametno napravo in so tam zadoščene, ta njihova interakcija, ta potreba po socializaciji je preko pametnih naprav zadoščena, namesto da bi bili en z drugim. Namesto da bi očetje se z mamom ukvarjali, žene z možovi, možje, očetje, mame z otroki in tako naprej, in otroci, da bi težili svojim staršem, oziroma da bi bilo otrokom dolg čas. Bog ne dej, da bi bilo danes otroku dolg čas. Jaz se pa prav silam to, da je našemu Konstantinu sem pa tja kakšno uro na dan dolg čas. Daj mi mir, sam se zamot, pa ne zato, ker te ne bi imel rad, ampak zato, ker te imam neskončen rad. Ker boš ugotovil, da tista škatla, Lego kocka, ki sva odprla, sva sestavila, zdaj pa vse razstavljen, da je tam neomejen svet, ki ga moraš sam odkriti. Pa ga ne boš odkril, če ti bo vse takole dan. Ja. Se pravi, povezati se zopet kot družine, mogoče pa res še tretja stvar, sploh se upogum za družine. Ljudje danes ne izberejo ne celibat, ne da bi šli za duhovnike pa za nune, niti ne izberejo družine, izberejo neko drugo opcijo obdobja, po moje lažnega obdobja, ko pri 45-50 ugotovijo, da so za otroke prestari, ženske že pri 35 ugotovijo, da ne morejo zanositi, kakšno trpljenje potem to, ko si recimo zaželita otroka, ko pravi otrok je zdaj soba pripravljena in je izredno težko zanositi, kakšna kalvarija je to za ženske in ko pri 40 po mučnih letih poskusov za to, da bi imela otroka, spozna, da so šla leta mim, da ne bo nikdar potomcev, da ne bo nikdar smeha otrok v družini. Morda je to prva stvar, ki bi jo mogla imeti. Morda bi mogla imeti samo v tem vdajo. V tem predvsem iz ljubezni do žensk, ki so roditeljice, da se jim vrne nazaj to ženstveno dostojanstvo, ki je v materinstvu najbolj izpopolnjeno. In koliko predvsem mladih deklet trpi zaradi tega, ker se jih žene na neke karijere in tako naprej in koliko bolj vesele, zagotovo garantiram bi bile kot matere. Seveda je pa pomembno tudi, kakšen mož je ob njej. To je vdaja spet čisto ločena. Tukaj so pa res zelo moja mnenja glede tega, ampak
mislim, da se ne motim, ker Ja, se mi zdi smiselno. No. Sej, opazujem družbo. Ja, mislim, to, kar si nekako vse opredelil, ne, sem glih pred 2 dnevi razmišljal, ne, da je v bistvu to, kam gremo, je neka družba substitutov. Ne. V bistvu imamo neko naravno potrebo po nečem, recimo po tem, da smo v naravi, pa da gremo na sprehod, da nas pomiri, ampak substitut je lahko tudi en joint, recimo, ne? In v bistvu ta joint te pomiri. In ti si substitut naredil, ampak nevede, nisi samo tega zamenjal. Ne? V naravi, ki si v gozdu, prihaja do tebe milijone in milijone različnih dražljajev, ki jih ti v bistvu prekinaš. Ne? Ali pa, ne vem, substitut Pornhub, ne? Grem porniče gledati, ne? To je substitut za to, da bi se jaz mogel prisiliti, najti punco, zraven svoje socialne veščine opredeliti in na koncu tudi seksati, recimo. Ne? In jo poročiti. In pol seksah. Bravo, hvala, ki si me popravil. A veš, koliko je treba, ne? No, ampak ja, ta moj point je, ne, da v bistvu delamo substitute, ne, in v koš vržemo še ful ostalih stvari, ki so za človeško psiho pomembne. Ne. Ja, ali pa otroški objem domače živali. Ne, jaz to recimo opazujem pri svojih, mislim, da sem spoštovanje, ampak pri svojih vrstnikih. Ne. Mislim, ni ko začne govoriti mama, ata, ko se heca s tabo, naša en let pa pol, še ne gori vida, koliko si stara. Tega ne bo nobena želva, noben hrček, nobena čivava nikdar znala. Pa je lahko, in pes je človekov res najboljši prijatelj, ampak noben otrok ne bo tega dal nikomor. In to mislim, da si zelo dobro rekel, družba substitutov. Ja? In tudi recimo, ko se, zdaj, če se majčkam sam na svoje polje dam žogo, no, je, ko se trojedinega Boga, edinega pravega Boga skuša zamenjevati z drugimi verstvi, z drugo duhovnostjo, ne, je za moje pojme tudi en substitut. In recimo prevpraševanje o nekih starodavnih zgodbah, o njihovi resničnosti in tako naprej, je lahko zelo dobra miselna igrica za vernike, za nevernike, za kogarkoli, za radovedne ljudi, ampak to ne izniči resnice po učlovečenem Bogu in potem, kar nam katoliška duhovnost daje v svoji polnosti. Ne. In jaz bi si pač sam res želel, da bi ljudje začeli vsaj premišljati o tem, ne, kaj sploh je katolicizem, ker se mi zdi, da ljudje danes ne vejo. Ne vejo, kaj je to katoliška vera. Ja, to so oni, ki ne verjamejo v evolucijo, to so oni, ki verjamejo, da so vse žvali šle na novo to barko. Mislim, jaz vse to sprejemam, a pa oni, ki grozijo s peklom. Ampak to so teme, ki so jih zdajle v 2 urah. Ne, to so bar meni kratke vdaje. Aha, res imaš 4 ure. Se da. Ja. In to morda čisto, ker greva v koncu. Ne, za zadnjo besedo. Raziskujte katoliško vero in ne dovolj, da bi pač za moje pojme predvsej banalne stvari blokirale to, da ne bi odkrili globine, ki pa se ponuja preko Kristusa in pa pač preko zakramentov predvsem. Ne. Absolutno se strinjam. Raziskujte. Ampak tukaj bi jaz dal sam piko, raziskujte.